Enako pri vseh naslednjih točkah in zdaj gremo pa Svetovno zdravstveno organizacijo, da boste videli in slišali pravzaprav, kaj se tukaj dogaja na tem področju. To so zadnje informacije, poglejte, mentalno zdravje. In sicer tukaj piše mentalno zdravje, Atlas 2020 in pa seveda profil Republike Slovenije. Manipulacije z mentalnim zdravjem celotne države postajajo mentalni observatori. To so zelo hude stvari. In leta 2020 je Slovenija v WHO poslala svoj program. Meni se ni zdelo odveč in sem šel ta program iskati. Ko sem ga našel in prebral, me je zmrazilo. Ta program vam bom povedal, potem bomo naredili pa kratko pauzo. Samo zato, da boste videli, kako naš NIJZ, naša vlada in naši zdravniki in vsi tisti, ki delajo sistemske stvari, kaj so obljubili, kaj počnejo, in kako to skrivajo in kako subtilno to sporočajo. Vse to boste danes slišali. Gremo po vrsti. Torej, to je ta atlas. To je uradno poročilo Republike Slovenije o mentalnem zdravju prebivalstva, ki so ga poslali WHO-ju. Zapakirano je tako lepo, da je poročilo prejelo najvišjo oceno 5 od 5. Krasna škatlica zunaj, zlata mašljica. Zdaj pa poglejmo, kaj noter piše. Čist kratek povzetek sem naredil, ker na teh 3-4 strani, koliko je to poročilo, je v bistvu bilo napisal, 5 knjig. Strokovnjaki znajo to brati. Jaz sem tudi malo okoli tega naučen, da ko pogledam sliko, marsikaj vidim, ampak vsem sem si mogel vzeti ogromno časa, ker gre prvič ne samo za zdravje, ne gre samo za mentalno zdravje, ampak gre za vpliv epidemije na mentalno zdravje v neki naciji. In tukaj v našem primeru gre za Slovenijo. To se pravi, vključenost oseb z duševnimi boleznimi Slovenija ocenjuje kot zelo skladno z mednarodnimi standardi glede vključevanja oseb v procese odločanja o zakonih in storitvah. Se pravi, če gremo, kaj oni tukaj sporočajo? Vključenost oseb z duševnimi boleznimi po točko 2 skladno z mednarodnimi človekovimi pravicami. Tretjič, integracija v primarno zdravstveno varstvo, o tem bomo danes še govorili. Storitve v skupnosti, Slovenija nudi storitve v skupnih centrih, dnevnih ustanovah, kar povečuje dostopnost do izvenbolnišničnih okolij, zato se zdaj gre vse zasebno, zato se toliko matrajo zdravniki, da bi zasebno naredili, ker bo to ogromen denar. In tukaj seveda so tudi programi, razni drugi programi za preprečevanje z nacionalnimi pobudami za preprečevanje samomorov. Poročilo Republike Slovenije o mentalnem zdravju prebivalstva je zapakirano res enkratno in čudovito, vendar več o tem nekoliko kasneje. Tole je zdaj za prvi poskus. Naprej, naslednja stran, ki je pri tem poročilu, je zelo zanimivo. Poglejte, število storitev duševnega zdravja 2014. 2,17 je po tej statistiki in je do 17 zraslo na 9,57. To se pravi število storitev duševnega zdravja. Pravi, so bile dve storitvi, potem čez 3 leta je bilo 9 storitev in moram vam okrog tega povedati eno dejstvo. Dokument, ki smo ga zdaj pogledali, ki se je porolal po zaslonu, en slajd prej, ne odražajo resničnega stanja na terenu. Vse prevečkrat se pozornost usmerja le na odpravljanje simptomov in na fasado sodobnih praks. Dejanski vzroki za duševne bolezni in resnični izzivi se pa v tem dokumentu ne naslavljajo, pač pa samo rešitve in kaj bojo naredili. Kako bodo ljudje, ki pridejo v stisko, kako bojo naprej biznisirali z ambulantam, z doktorji, z cepivi, z medikamenti in tako naprej. Nihče se pa ne vpraša, kje je korenina.
In Slovenija, kot kaže v tem dokumentu, izpostavlja vse, kar je na papirju fantastično urejeno. Ja? Medtem ko težave, ki pa jih ljudje resnično na terenu doživljamo, recimo izključenost, pomanjkanje, vključevanje, finančne težave, nujne programe, zdravniške čakalne vrste, da ne naštevam, to smo danes slišali, doktor Nino, ki je zdaj 1 uro govorila, ne? To vse ostane pa prikrito. Samo na zunaj je krasno vse povedan. Tak ima človek občutek, da se vse rešuje. V resnici pa se problemi pometajo pod preprogo ali pa, če želite v tem primeru, pod dokument, pod papir. Ne? In ko omenjamo recimo ljudi, ki želijo pomagati ali preventivno delati na področju duševnega zdravja, se pa soočajo z ovirami. In tudi to smo videli v intervjuju. Ne? Anita Ogulin je hotela marsikaj dobrega narediti, resnično iz srca dobrega narediti, ker je bila že po naravi takšen človek, ampak vsa vrata so ji bila zaprta v uradnem smislu, političnem smislu. Potem so prišli pa tisti politiki jokati na grob pa se kazati, ne? Za politične točke. Sramota. Sramota. In to vse kaže, gledajte, na pomanjkanje pravega posluha in dejanske volje, da bi se sploh razmere spremenile na boljše. O tem se samo govori, ko pa je treba narediti, pa ni denarja, ni papirja, ni dovoljenja, same ovire. In to, da je ta papir zavit v nek zlat papir, se skriva nekaj povsem neuporabnega, škodljivega, se zdi žal resnično in veliko poročil in politik v bistvu zaradi tega spreminja potem mnenje, spreminja programe. Kot boste videli, tudi United Nations je zdaj spremenil pristope in programe, ampak o tem kasneje. Naj vam povem, ta dokument izgleda čudovit, lep, vzorno napisan. Ja? Zakaj? Zato, ker želi ustvariti zunanji vtis, da Slovenija sledi mednarodnim normam, predpisom, dejansko pa ne odraža niti v enem stavku resničnosti. In tukaj je ta prikritost. Zdaj, ključni problem, kot je pomanjkanje ustrezne preventive, vključevanja, kot smo rekli, dejanskega naslavljanja razlogov za duševne bolezni, pa v tem dokumentu ostajajo zaprte, nenaslovljene. In to povzroča, gledajte, v javnosti popolnoma napačen vtis. Dvom v vlado, dvom v ljudi, dvom v zdravstvo in to upravičeno. In rekel, naš skupen glas in izkušnje iz prve roke, ko smo na terenu in ko to vidimo ta dokument, ki vam ga zdaj le kažem, pa ga bomo še malo pogledali. In dejansko stanje na terenu in statistika smrtnosti in poškodovanih ljudi in bolanih, to, kar boste danes videli, vas bo presenetilo. Nima nobene veze ta dokument z realnim stanjem. Zdaj pa še enkrat, 2014 vidite 2.17 storitev in čez 3 leta 9.57. Gremo pogledati naprej. Če mi to zračunamo in pogledamo obdobje še enkrat med 1 in 2, med točko 1 in 2, to se pravi med 2014 do 17 in od 17 do 20, vidimo, gledajte, da so se duševne bolezni za 300% povečale. Od 14 do 17. Okay? Od 17 do 2020 za 7,87% in zdaj, če damo skupaj od 2014 pa do 2020, pa za 341, recimo za 342%. Ne, torej, storitve duševnega zdravja v Sloveniji kažejo povečanje, znatno povečanje že v tem obdobju do 2020. In to izpodbija trditev, da je sistem dobro usklajen, ker se povečuje tudi število ordinacij, kar kaže na pomanjkljivost v obstoječem sistemu. V 3 letih se je to povečalo za 32 točk. To je strahotno. Ne? In vlada rešuje tako, da investira v nove centre, jih širi po Sloveniji in vsa Slovenija postaja v bistvu duševna
duševni kabinet. Ne. Poglejte, kaj se je dogajalo naprej. Tukaj je predstavitev rasti storitev za upravljanje zdravja, duševnega zdravja v Sloveniji in smo rekli, 2014, 10 centrov je bilo takrat 10 centrov z 2 do 2, pa še nekaj storitev, a ne? In zdaj, če gremo naprej, da preskočimo vsa leta in rečemo 2024, je 50 centrov z 600 programi. A si znate predstavljati? Od 2, pa še nekaj do 600 programov. Vse povsod pri teh trditvah so zraven viri, kjer sem to dobil. Seveda se podatki spreminjajo, so pa dovolj aktualni. Gremo pogledati, kje so ti centri v Sloveniji. Morda od vas niti ne ve, da v bistvu duševno zdravje, mentalno zdravje, in zdaj se dela en poseben projekt Slovenija gre v šolo. NIJZ, zapomnite si ta izraz, Slovenija gre v šolo. In ko se jaz gledam Slovenija gre v šolo, se rečem, vse Slovenija zajame mene, tebe, otroka, starejšega, skratka vse. Slovenija, ne rečejo, zdaj pa grejo osnovnošolci kot včasih in da je to stvar ministrstva za izobraževanje in telesno vzgojo in še ne vem kaj, ampak zdaj je to postala stvar zdravja. Pazite, Slovenija gre v šolo 2024 in na vrh gor duševno zdravje. Boste videli. Tukaj pa so zdaj na levi strani določeni članki, kjer vidite odličen preboj programa za duševno zdravje mladih z naslovom To sem jaz. In je dobil mednarodni OECD primer dobre prakse. Torej Slovenci znamo zmeraj nekaj dobrega izumiti. Primer dobre prakse pa pomeni, da se prenaša tudi v druge države. No, to so zdaj ti centri duševnega zdravja otrok in mladostnikov in pa seveda v duševnem zdravju odraslih. Pazite, to je mapa 2022. Novejših od 23 pa zdaj 24 nisem dobil, nisem našel, ker to je pač objavljen, kar je, in to je z NIJZ spletne strani. Kar me je presenetilo, sem opazil, da pripravljajo program, vidite datum, 8. oktober 2024 ob 9. uri, vabijo stroko na srečanje. To bo strokovno srečanje, ki bo potekalo v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti. In velik naslov, ohranjanje in krepitev duševnega zdravja v hitrem tempu življenja in soočanje s pastmi sodobnosti. NIJZ, ki je v bistvu zdravstvena ustanova, se je zdaj vrgel čist v duševno zdravje. Ja, to je moje področje NIJZ, jaz sem tle duhovnik, jaz imam tle študij za te stvari, jaz razumem dušo. Noben zdravnik se ni z nobeno dušo nikoli ukvarjal, noben zdravnik se ni z ne vem čem, to so zmer zanikali, sam telo, fizika, fizis, znanost, ne? Zdaj pa naenkrat bolnice se zapirajo in zdaj postaja vse, poglejte, duševno zdravje v hitrem tempu življenja, NIJZ, Nacionalni inštitut za javno zdravje. In zdaj je Slovenija postaja cerkev. V torek bomo imeli, že vem, kaj vam bom povedal, strahotne stvari se spreminjajo, tako da zdaj Tedros se je zdaj presedlal v eno drugo smer in zdaj kvačka z verskimi voditelji, ker nočejo samo otrok v šoli. Želijo otroke, a veste kje? Tudi religiozne, tako da tisti, ki bi se šole ognali v državi in bi se šli cerkveno šolati, kot češ, zdaj bomo pa mi malo po svoje, tem ljudem lahko zaupamo, ker so verni, ker so dobri. Majok, svetovni kongres so imeli iz 200 držav, vsi verski voditelji, vam samo nakažem, so imeli sestanek, navodila od Tedrosa, da tudi tiste otroke vse pozaprejo po cerkvah. In zdaj je v bistvu Bog postala narava, pa znanost ni več Boga, tako kot včasih, ko so rekli, tam na oltarju ali pa v srcu. Stvari se zelo spreminjajo.
Tukaj na tem, gledajte, so pa naredili en poseben program, sem si tudi to za vas postavil. Moderatorka strokovnega srečanja, ki bo oktobra, se bodo spraševali o duševnem zdravju na delovnem mestu. Zelo dobro, ker otrok, ko pride v šolo, za njega je tisti razred delovno mesto. Za učitelja je delovno mesto, za ravnateljico je delovno mesto in vsak, ki gre v službo, je za njega delovno mesto. Tudi za nekega bolnika, ki se rehabilitira, je postelja delovno mesto. In naenkrat smo postali vsi kaj? Duševni bolniki. Glejte, a ni to paradoks? Na eni strani lahko trdimo, da ustanovitev več centrov za duševno zdravje in dostopnejše storitve omogoča ljudem, da poiščejo pomoč in se spopadajo s svojimi, bom rekel, težavami. Večja dostopnost strokovne pomoči lahko zmanjša stigmo, duševne težave in spodbudi posameznike, da se odpravijo recimo na zdravljenje. Programi ozaveščanja, preventive seveda lahko pomagajo ljudem, ki so v stiski, razumeti pomen duševnega zdravja, nič ne rečem, jih opremiti s strategijami, znanjem za obvladovanje stresa in boljšega, bom rekel, splošnega počutja in zdravja. Vendar, ljudje moji, vidite, kakšna past. Treba je opozoriti na paradoksalno naravo tega pristopa. Povečanje števila centrov in števila bolnikov kaže pa čisto drugo sliko. Da se duševne težave ne zmanjšujejo, ampak povečujejo in da je v družbi nekaj hudo narobe. In tle gremo mi čisto v napačno smer. Hitri življenjski slog pravijo, družbene spremembe in naraščajoči pritiski na posameznika baje vodijo do povečanega stresa, tesnobe, depresije, you name it. Ampak v tem kontekstu se zdi, da ustanove namesto, da bi obvladovali situacijo in vsi ti naši politiki, s temi ustanovami samo delno odgovarjajo na potrebe, ki vodijo na preobremenitev sistema in na koncu zmanjšanje kakovosti oskrbe. In vse to z namenom, kot bomo videli pri United Nations, ko bomo pokazali statistiko, uničevanja zdravja ljudi, življenja in depopulacije. Vse to je narejeno ne naključno, ampak na ključ. Zdaj bi vam pokazal tukaj, kako imajo, ko smo govorili o boljšem spanju, če si naredite print screen. Tale, gledajte, navodila so čist v redu, jaz nimam nič proti njim, zato ker ti NIJZ ponudi 3 stvari v redu, potem ti pa eno injekcijo šukne in takrat pa ni več v redu. Najprej te na v redu dobijo, da ti potem naredijo ne v redu. Obljubijo varno, učinkovito in tako naprej, ampak gledajte, rezultati, posledice so pa katastrofalne. Ja? Gremo naprej pogledati. To je pa zdaj zaključek, vidite, Mental Health Atlas 2020. Tukaj ste pa zdaj začne težka stvar. Tukaj piše Footnotes Slovenija. To je zaključek tega dokumenta in to je droben tisk. Footnotes pomeni literatura navedena, spletne strani navedene in tako nič posebenega. Zato, ker glavno stvar pogledaš skozi dokument. Ampak kaj sem pa jaz postal pozoren in mi ni žal, vidim, gledajte, EndNotes, s kom sodeluje NIJZ oziroma slovensko zdravstvo, to vemo, ampak tu eksplicite piše United Nations, kot vidite, potem Global Health Estimate imajo z Svetovno banko in pa z WHO-jem. To so 3 osnovne organizacije, ki tolčejo po nas. Se pravi Svetovna banka, UN pa WHO. In sem rekel, čakaj, grem pa to malo še prebrati in na koncu vidim pa, da ni več footnotesov, ampak da so celo opaske in program. V tem delu spodnjem, v nogi noter je program napisan, ki vam ga bom zdaj povedal in ga obelodanil, kako nesramno skrito, prikrito naredijo v dokumentu, v opombah napišejo glavni program in glavno stvar. In to pa je, evo, vam bom povedal, tukaj v tem footnotu piše, kako bo Slovenija ravnala v
času epidemije in obvladovanju duševnega stanja. In sicer skladno z zakonodajo z instrumenti človekovih pravic, samo ocenjeni elementi kontrolnega seznama v 5 točkah. Prva točka. Slovenija bo naredila zakon, ki spodbuja prehod, pazite, k duševnemu zdravju v skupnosti storitve, vključno z duševnim zdravjem, vključenim v splošne bolnice in primarno oskrbo. Zdaj bojo vse normalne bolnice postale duševne bolnice. Pazite, kaj govorim jaz danes. To niso navadne stvari, kaj nas čaka. Točka 2. Zakon so naredili, ki spodbuja pravice oseb z motnjami v duševnem zdravju in psihosocialne motnje za upravljanje svoje pravne sposobnosti. Ja, zakon spodbuja pravice oseb z motnjami v duševnem zdravju in psihosocialne motnje za upravljanje svoje pravne sposobnosti. To se pravi, obrnite ta stavek. Sam se ne boš mogel več braniti na sodišču zaradi tega, ker boš moten v duševnem zdravju, če se ne boš z obstoječim mnenjem strinjal. Takrat boš psihološko duševno moten in se ne boš mogel niti pritožbe napisati. To zakon spodbuja in imajo orodja. Veste, kaj sem jaz prebral? Jaz sem se zbrazil, tlele sem, otrpnil sem, verjemite mi, da razumem določene stvari. Otrpno sem, ko sem to prebral. Poglejte, točka 3, kaj pravijo. Zakon spodbuja alternative prisilni praksi. A vam še enkrat preberem. Sem dal v rdečo barvo. Zakon spodbuja alternative prisilni praksi. To pomeni, da je zakon tako narejen, kakor je bilo, ko smo mi imeli, ne, če hočeš v službo priti pa zaslužiti, se moraš cepiti. Pogojevanje, prisilna praksa. Zdaj pa Kazenski zakonik pa v 132. členu, kot že vsi vemo in smo naučeni, pravi, da se nobena stvar ne sme pod prisilo izvajati. Človek mora dati konsens. Dajte vi meni pojasniti zdaj, kako že oni naprej 2020 so povedali, kakšen zakon bodo sprejeli in dejansko so ga. Poglejte si zakon o duševnem zdravju, pa ga oben ne prebere, to je šlo vsem im nas, zaradi tega, ker veste, Roberta pokažejo mal tu, mal tam, njegovo Tina pokaže mal Ritko, mal sem, mal tja, mal se pogovarja. In cela Slovenija gleda, razumete, kak se ona dva, kje sta na dopustu, pa kje jih je kdo. In s takimi stvari nas zamotijo, ne? V ozadju pa sprejemajo ključne stvari za naše življenje. Danes ta tema, ljudje božji, je najbolj resna tema, kar sem jih imel do zdaj v vsem času, kar se nam pripravlja, kar boste videli skozi današnjo prezentacijo. Ostanite resni. Zakon spodbuja alternative prisilni praksi. Čakajte mal. To so naši poslanci, ki sprejemajo te zakone. Mi smo jih volili. In oni so se zaobljubili WHO, Svetovni banki in še komu, da bodo nam naredili zakon, ki nas bo prisilil. V kaj že? Poglejmo naprej. Zakon določa postopke, ki ljudem omogočajo stanja duševnega zdravja in psihosocialnih motenj za zaščito svojih pravic ter vložitev pritožb in pritožb pri neodvisnem pravnem organu. To se pravi, mi vam bomo zakonom najprej kršili, vas bomo zaprli, a vi se pa potem imate vso pravico pritožiti. Imaš se pravico pritožiti, ampak češ kaj dosegel naprej, nič ne piše. In veste, kakšna so zdaj prakse? Zdaj, ko se ljudje pritožijo, sploh več ne funkcionira. Napišeš v glavo pritožba, pa ti iz upravnega sodišča vrnejo in rečejo, vaša pritožba je po vsebini tožba, zato morate plačati 284 evrov sodne takse, zato ker to ni pritožba, ampak je po vsebini tožba. In pol ti citirajo en kup zakonov, pa pravno prakso in človek, ki je nevešč prava, celo mogoče taki sodnici verjame. Gre za naklepno izkrivljanje prava. Pritožba, dragi moji, če jaz napišem v glavo, da se pritožujem, se pritožujem. Jaz ne tožim, ker če tožim,
bom tožil, če se pritožim, se bom pa pritožil. Toliko pa smo že prisebni, da to ločimo. In zdaj nas hočejo vse za zmešane narediti. Ne? To se zdaj že dogaja, to je zdaj vse v testu s to odločbo o dolgotrajni oskrbi. In 5. točka, kjer piše v tem footnotu, ki so jo poslali v WHO, v United Nations, v poročilu, ki je dobilo 5 točk od 5, poglejte. Zakon določa tudi redne inšpekcijske preglede stanja človekovih pravic v ustanovah za duševno zdravje strani neodvisnega organa. A ni lepo? To se pravi, če boš ti razmišljal zdravo in tehnično, bodo rekli, da si duševno bolan, te bodo dali v ustanovo. Tam se imaš pravico pritožiti, zaradi tega, ker je nenormalno, kar delajo, tako kot smo v COVID-u bili, to super, a ne? In pol te bo prišla še inšpekcija potolažiti, ste se lahko pritožil, super, in bojo rekli unim, ta glavnim gor, ja, vse v redu, vse gospod se je lahko pritožil, super, kar mal ga še stisnite, da bo še kakšno pritožbo napisal. Ni smešno, ampak tako to funkcionira. Obrnjena psihologija. Gremo naprej. Kaj naprej piše? V tej nogi dokumenta, ki je kratek, 4 strani, ki sem jih prej pokazal, tisto oranžni dokument, naslednja točka, vključevanje duševnega zdravja v primarno zdravstveno varstvo. Zdaj si vi, veste, kaj je primarno zdravstveno varstvo? Ti priletiš, si nekaj zlomiš, si nekaj vrežeš, primarno zdravstveno varstvo je čist osnova, prvi stik z zdravnikom. Postavke samo ocenjenega kontrolnega seznama za 5 točk. Evo, gremo. Kaj so tukaj zdaj naumili v drugo smer, a ne? Poleg tega, kar sem že prej povedal, zdaj tukaj gre za primarno zdravstvo. Prej smo govorili o skupnostih, o duševnem zdravju v izven bolnic, zdaj pa primarno zdravstveno varstvo. Evo, smernice za vključevanje duševnega zdravja v primarno zdravstveno varstvo so na voljo in sprejete na nacionalni ravni pod točko 1. Pod točko 2. Ko si enkrat sprejet v primarno zdravstveno varstvo, pridejo na vrsto farmakološke intervencije za duševna stanja. To se pravi, da bo tam človek, ki je pač izobražen za operiranje in delo v primarnem zdravstvenem varstvu, on bo zdaj tam v bistvu psiholog, pravzaprav še ena beseda je, ni samo psiholog, ampak psihiater, in on ti bo imel pravico farmakološko intervencijo narediti za duševno stanje. In to je že vse zagotovljen narejen. Točka 3. Psihosocialne intervencije za stanje duševne. Veste, kaj je psihosocialna intervencija? Da te zaprejo nekam. In to je že vse na voljo in zagotovljeno na ravni primarne oskrbe. Ko si enkrat tam na urgenci, ja, ti bojo dali najprej psihotezo izpolniti, ne bodo ti roke zvezali, noge, če imaš zlomljen, karkoli, ampak najprej ti bodo tako kot so ti prej masko nataknili, pa cepili, ali pa so ti dali test, zato da si na vrsto prišel za čisto eno drugo stvar, ki si prišel. Naslednja točka. Zdravstveni delavci na primarni ravni prejemajo, pazite, usposabljanje o upravljanju stanj duševnega zdravja. Zdaj si vi predstavljajte, jaz to govorim javno. Upam, da kdo posluša in gleda. In upam, da ti psihopati, ki so tole pisali v United Nations, pa WHO, pa Svetovni banki, zato da bojo denar dobili in so ga že dobili, da to izvajajo za nas, ja, pol ni čudno, da piše Slovenija gre v šolo 2024. Ker res gremo v to smer, gledajte, tukaj je cel program napisan. In še točka 5, pazite, specialisti za duševno zdravje so vključeni v usposabljanje in supervizijo strokovnih delavcev osnovnega zdravstvenega varstva. Zdaj bo navadna teta, tam pa navaden stric, razumete, ki vas je na voziček dal ali pa ki vas je tam, ne vem, cepil ali pa sprejel ambulanto, je pa se to je primarno zdravstveno varstvo. Zdaj bo on postal psiholog, psihiater in zdaj se on usposablja. Ok, za duševno zdravje. To, kar cerkev dela 2000 let, se bojo zdaj v enem letu naučili. Ja, fantastično.
No, in še zaključek, da boste razumeli, zakaj gre. V tem footnotu tega oranžnega dokumenta so pa zdaj še določene stvari. Storitev duševnega zdravja v skupnosti. V skupnosti, bodite pozorni, storitve duševnega zdravja v skupnosti. Veste, kaj je skupnost? Skupnost je cerkev, skupnost je verouk, skupnost je razred, skupnost je na delovni skupnosti, kjerkoli je skupnost. Skupnost je tudi družina. So opredeljene kot storitve, ki se izvajajo v skupnosti zunaj bolnišničnega okolja. Naprimer, zdaj bodo naredili ustanove za dnevno zdravljenje in domovi za duševno zdravje za odrasle. To že vse stoji. To so funkcionalni programi za spodbujanje duševnega zdravja in preventivni programi, samoocenjeni s 3 točkami. Prva točka, namenski finančni in človeški viri. To se pravi, ti, če boš prišel, ne bo zastonj, boš mogel še fajn plačati, ker si ti za njih človeški vir. Mi nismo za njih nič drugega kot denarnica na 2 nogah. Točka 2, opredeljeni načrti so te izvedbe že vse narejeni. In točka 3, dokumentirani dokazi o napredku in ali vplivu na duševno zdravje. Je program delujoč, ni delujoč, o tem morajo pa vse papirno poročati. In poglejmo, kaj se zdaj dogaja tukaj. Obstaja, zdaj boste videli, je zanimivo, ne? Resolucija iz leta 2018, ko so to že vse planirali. Iz leta 2018 se pravi preusmeri izvajalce stran duševnega zdravja in potem nadaljuje v zvezi s COVID-19. Tukaj je noter že COVID-19 na psihološkem način že vse pripravljen. Boste videli, kako so to planirali. Jaz sem prišel do dokumentov, ko so mi lasje po koncu hodili, ko sem tole bral. In vam tukaj še enkrat, gledajte, 17.3.2018 so postavili resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja. Vam klikerji kaj delajo? Tukaj od spodaj imate link in 2018. V zakonu igra glavno vlogo resolucija. Kako je to mogoče? In vsak zakon nam vtikajo resolucije, ki so nevidne. In ki niso niti najmanj v smislu nacionalnega programa, nacionalnega interesa, tisto, kar mi potrebujemo. Resolucijo so v bistvu od teh organizacij, UN, WHO, WFF in tako naprej. In kdo so ljudje v državnem zboru, ki nam za hrbti poslancev počnejo takšne genocidne stvari, da naredijo resolucijo, ki ni niti zakon, ki ni niti nobene pravne zveze nima, to je ena usmeritev, ki jo vtaknejo v zakon. In v zakonu je narejeno tako, kjer piše, da se mora delati po nekih teh resolucijah, in če ni resolucija, ne moreš tega niti opravljati. Sploh izven konkurenčna. Zakon ponuja samo eno možnost. Cepljenje je nično proti temu, kar vtikajo sedaj v zakonodajo. Če vam lahko to povem na glas. Resolucijo tujega izvora, lepo vas prosim. Resolucije ljudi, ki jih nismo volili, resolucije ljudi, ki niso naši državljani in ne odražajo dejanskega stanja in potreb domačega človeka. Gre za globalno agendo, za globalne resolucije, ki so brez sprejemanja zakonodaje, se usklajujejo po vsem svetu in povsod jih vtikajo v zakonodajo, ker to bo zašpilali tako, kot je bil COVID, ki je bil samo en gladek test. Tu je sranje. To imenujemo zakonodajno kukavičje gnezdo. Ko boste slišali resolucijo, se zavedajte, da je to kukavičje gnezdo, ki ga hočejo usrati v normalen zakon. Ne morem krajše in boljš povedati. Ja? Tukaj vam še napišem. Slovenija je leta 2018 prvič predseduje, če se spomnite, Svetu Združenih narodov za človekove pravice, ki je vodilna organizacija za varstvo človekovih pravic, seveda. In tukaj se dogajajo take stvari, da v bistvu vse to pride skozi Združene narode, skozi Svet Evrope, skozi Evropsko unijo, zdaj v našo zakonodajo. Resolucija, kukavičje, vse podstavljeno. Poglejmo si v 2018, ko smo pregledali to resolucijo in so noter rekli, ta resolucija je sestavljena, deklaracija in akcijski načrt za področje duševnega zdravja v Evropi.
sprejet na Evropski ministrski konferenci 2005 v Helsinkih. In zdaj imate tukaj od 1 do 10, kaj vse resolucija v Sloveniji podpira in sprejema. A ste kdaj brali to? A vi sploh kaj berete? Ali vam jaz to brez veze naštevam? Zelena knjiga za izboljšanje duševnega zdravja prebivalstva. Pot k strategiji na področju duševnega zdravja za Evropsko unijo, Evropska komisija 2005. Evropski pakt za duševno zdravje in dobro počutje 2008. Resolucija za duševno zdravje. Preberite si. Konvencija ZNO o pravicah invalidov, konvencija ZNO o pravicah otrok in 10 kot zaključna točka, da nas zmešane naredijo do 2030, agenda Združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030. A vidite na vrhu gor 2005 letnico? Pa vam nekaj povem. Zdaj pripravite si prst na gumb print screen in si ta dokument shranite. Poglejte, na vrh piše Evropska neuropsihofarmakologija 2005. Obseg in breme duševnih motenj v Evropi, kritičen pogled. 27 študij, naredila sta jo Hans Ulrich Witschen in Franz Jakob. Zdaj pa tako, klinična psihologija in psihologija, Dresden, Nemčija, Inštitut za psihiatrijo Maxa Plancka. Povzetek, samo v enem stavku vam bom povedal, vse boste razumeli. Epidemiološki podatki o širokem spektru duševnih motenj in študij skupnosti, izvedenih v evropskih državah, so predstavljeni tako, da določajo razpoložljivost in doslednost ugotovitev o razširjenosti, invalidnosti in zdravju za Evropsko unijo. Uporaba dostopnega vsesektorskega urejevanja je sledeča. Opredelili smo 27 primarnih študij s precej različnimi zasnovami in metodami, ki so vključevali več kot 150 tisoč ljudi v testu, in smo preiskovali 16 evropskih držav. 2005 epidemiološki podatki psihične in duševnega stanja ljudi. Se vam že kaj zbuja? A se kdo spomni kakšne epidemije od 2005 do 2020? Jaz se je ne, v Evropi ne. In ta študija je skrita v tej resoluciji in naše vrle ljudi in voditelje od NIJZ in vse zdravnike napotuje na to študijo, odgovorni ljudi, da si tukaj not pogledajo, kako bo izgledal zdaj, leta 2024, 2025, 2026, obseg in breme duševnih motenj v Evropi, kritičen pogled, epidemiološki podatki o širokem spektru duševnih motenj. Ste si spravili ta dokument? Tukaj imate link, tudi piše link, pa si ga preberite. In v istem dokumentu, v isti resoluciji napotijo na duševno zdravje spletno stran OECD. Tukaj sem jaz brez pripomb. In to gre zdaj naprej seveda v tem stilu. Iz te resolucije sem črpal vse te podatke, slovenske resolucije, kjer vse piše, sam ljudje ne beremo, ne? In vidite, breme duševnega zdravja prebivalstva, nacionalna ocena, tam so države. In zdaj, iz leta 2018 preusmeri izvajalca na stran duševnega zdravja in nadaljuje v zvezi s COVID-om. Lejte, 2018 je resolucija, noter je naslov te spletne strani, ki sem jo vtipkal, ok, od 2018, kdaj je bil COVID? 2020, se pravi, to je 3 leta prej. V slovenski resoluciji in te napoti potem na to spletno stran, ki pa govori gor pandemija COVID-19. Ja? Iz leta 2018 spletna stran naslov te naslovi sem in tukaj imate pa pandemija COVID. In je to spletna stran, do katere ne morete priti, če je ne poznate, ker je skrita. Prav, resolucija ljudi, ki niso naši državljani, ne odražajo dejanskega stanja in potreb človeka, smo že rekli.
In to globalno agendo, gledajte, tukaj ne boste vedeli OECD. Kaj je sploh OECD? A veste, kaj je to? To je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj. OECD. Organization for Economic Cooperation and Development. In je v središču mednarodnega sodelovanja in tudi Slovenija je članica z drugimi državami. A veste, koliko je držav tlele noter? Po vsem svetu, da bi obravnavale pereče politične izzive našega časa. To so vse OECD regije in tukaj bomo si malo prelistali, da boste dobili občutek, da nismo sami. Dajte, koliko je tu, še imamo prijatelje, sosede in gremo pogledati Slovenijo. Ok, to je pod S, Slovaška republika, ok, to je, aha, ja, Slovenija, klik, pogledajte, to je Slovenija, v redu, in Slovenija OECD, kakšni so naslovi? Slovenija je, evo, med 38 članicami in tako naprej, in meni je potegnilo oko na en link, ki se imenuje Kako kaj v življenju v Sloveniji. In če se ustavimo za trenutek projekcijo, prvi slajd, levo zgoraj piše projekcija prebivalstva. Do leta 2050, glejte, Slovenije več ne bo. Slovenca več ne bo. A vidite vrh, levo zgoraj, projekcija. Ja, se pravi, jaz sem danes še tu, leta 50, čez 25 let, sploh noben ne bo vedel, da je kakšen Slovenc obstajal. Ok? Meni je zelo hudo, ampak hej, tako je. Kaj delajo ti ljudje? To je vse gospodarstvo. Poglejte, kaj naredijo. Kakšno je življenje v Sloveniji? How's life in Slovenija? Ni fajn. Perfekten. Graf prikazuje, gledajte, relativne prednosti in slabosti. Blaginja v Sloveniji, ta hip, to je najnovejši graf. In tukaj vidite različne stolpce v različnih barvah. Eni so prečrtani, eni so krajši, eni so daljši. In več, ko je barve, bolj, ko je stolpec enobarven, boljši so rezultati. Višjo blaginjo pokaže, medtem ko krajši stolpci, ki jih vidite, so vedno slabši rezultati, nižje dobro počutje, slabše in tako naprej. Zdaj potem imamo pa tukaj tudi ključno z negativnimi kazalniki, ki pa so označeni in ocenjeni obratno. Negativni kazalniki. Pol so tudi razne neenakosti in tako naprej. Ampak gremo pogledati eno zanimivo stvar tukaj. 22. Jaz sem se prav nasmejal, ker tukaj gor piše, koliko ljudi reče vladi ali pa governmentu oziroma reče ne, having no say in government. Madonca, to je naša vlada posredovala, da je tam čist mečken, gledajte, kome se mal vidi, tam je nepar ljudi, tista rjava barvica se kome vidi, politična domišljavost na vrhuncu, having no say in government. Ni zanimivo. Celo to vejo, kdo reče ne in kdo reče ja. Pa tudi druge stvari. Torej, mi za te ljudi nismo nič drugega kot human capital. In tukaj vidite, kakšna je smrtnost na 100.000 populacijo, pod točko 2 tamle gor. Mi smo samo kapital za te ljudi.